Živjo, evo, moram samo še luč naštimati, tako da me boste malo videli. Da vidim, se moramo naštimati, tako da bo prav. Evo, danes je tak hladen, temačen dan. Zjutraj sem razmišljala, a je treba puhovko obleči ali kaj. Ja, obljubila sem vam, v bistvu sem napovedala tale live in sem rekla, da bomo govorila o tem, kako naša prepričanja o otrocih delujejo na naš odziv pri vzgoji. O tem bom govorila zato, ker imam svojo izkušnjo, s katero sem se ogromno naučila, glede pač tega odziva, glede mojih prepričanj o mojem otroku. Danes bom govorila o enem konkretnem otroku. Vam bom povedala zgodbo, ampak to ne pomeni, da sem imela ta prepričanja samo pri tem otroku. Imela sem pri vsakem pač neka druga prepričanja, ki so me ovirala pri tem, da z njim v bistvu lahko navežem iskren odnos. In kadar mi nismo iskreni z otrokom, otroci to zelo čutijo in takrat pač se ne počutijo varno in se umikajo. To spravi, to so naše misli in občutki, ki jih gojimo. Živijo, Katja. In jih pač ne želimo v bistvu deliti z otrokom, zato ker pač niso prijetni. In tudi nam ni prijetno, da imamo te občutke. Iskreno povedano, meni recimo nikoli ni bilo prijetno, če sem imela o mojem otroku neko slabo mnenje, ki sem ga zgradila na podlagi nekih izkušenj, ampak sem potem to mnenje posplošila na celotno zgodbo oziroma na celega otroka. Prebrala vam bom en košček nekega maila, ki sem ga prejela zdaj med prazniki od neke mamice in ko sem to prebrala, sem se spomnila na svojo zgodbo in sem rekla, to moram pa nujno deliti s starši, zaradi tega, ker to je v bistvu en pomembnejših delov, ki sem jih jaz pri sebi spremenila, da sem lahko šla z vzgojo, s stikom in z nekim lepim življenjem, z nekim lepim odnosom v življenju naprej. Takole gre vsebina. Moj otrok je len, moj otrok je nezainteresiran, večinoma neprijazen, se umika in se je popolnoma zaprl vase. Samo srečam ga in mu s svojimi vedenji in energijo samo srečam ga in me s svojimi vedenji in energijo spravi popolnoma ob živce. Zakaj mi to dela? To je en del. Pol je pač opis nekih konkretnih situacij, ampak vi veste, da jaz vas zelo čuvam in pač ne izdajam nikoli imen in nikoli ne izdajam celih zgodb. Mislim pa, da ta košček, ki sem ga prebrala, da pač niste osamljeni, oziroma ta mama ni osamljena, da veliko staršev nas ima take občutke, sploh pri najstnikih. Ta otrok je najstnik, o katerem sem vam prebrala, in je star 13 let pa pol. Zdaj bi vam rada govorila o tem, da mi imamo z otrokom glasno komunikacijo, imamo pa tudi tiho komunikacijo. To se pravi, tiha komunikacija so vsi naši občutki, ki jih imamo v zvezi z otrokom in jih tudi izražamo v bistvu skozi energijo, ki jo oddajamo. In to so lahko razočaranje, žalost, nesprejetost, skratka, da ne sprejemamo otroka, tišina, da ne komuniciramo, ne povemo. To so te občutki, ki jih otrok zaznava, mi pa mislimo, da zato, ker ne povemo nečesa na glas, da on tega ne ve. Potem je pa še glasna komunikacija, ko ga kritiziramo, ko ga primerjamo z drugimi, ko smo maščevalni do njega, ko si rečemo, evo, včeraj si bil ti nesramen, zdaj te pa jaz ne bom pelala, ali pa včeraj si bil ti nesramen, zdaj ti pa jaz ne dam telefona. Potem je nesmiselno kaznovanje, grožnje, ki jih nikoli ne uresničimo. Polhanje teh stvari, ki vplivajo na to, kakšne mi iz teh misli v bistvu izhajamo, ko vzgajamo otroka.
In če se teh misli ne zavedamo, ali pa če se teh misli sramujemo, ali pa če te misli prikrivamo, je samo še hujše, zaradi tega, ker pač se izražajo skozi neverbalno komunikacijo in od zunaj se to zelo vidi. Tudi vidite, takole, če kdaj v trgovini opazujete, imamo pa najstnika, točno vidite, kje je pač tisti stik, kje je tista povezanost, kje je pa distanca, kje pa pač ni bližine. To se prav čuti se, vidi se v odnosih. In zdaj pač vem kaj je vaše vprašanje in tudi vem, kaj čakate pri tem videu. Vi se sprašujete, kako ven iz tega? Kako ven iz tega? A je sploh možno priti ven iz tega? Če pa on s svojimi vedenji dokazuje, recimo, da je len, da se mu nič ne da, da ni zainteresiran, da nima smisla v življenju, da tako, kako naj ga vidim drugače? Zelo smiselno vprašanje. Zdaj vam bom povedala pa zgodbo. Tudi jaz sem imela to srečo, oziroma midva z Albertom sva imela to srečo, da sva bila obdarjena z enim otrokom, ki ni bil zainteresiran. In takrat sem to nezainteresiranost razširila čez celega njega in sem začela gojiti prepričanje, da je on zelo len otrok. In to prepričanje sem utrjevala vsakič, ko sem ga pogledala, ko ni naredil svojih obveznosti za šolo, ko je dobil slabo oceno, ko je jamral, da je vse brez veze. Skratka, vsakič se je ta moja misel, moje prepričanje, da je on len, okrepila in še bolj okrepila in še bolj okrepila. In na koncu sem ga samo zagledala, tako kot ta mama pravi, in me je že stisnil v duši. Skratka, to pomeni, da sem zelo težko bila skupaj z njim brez teh občutkov, ki jih nisem povedala njemu na glas. In on se je začel odzivati na ta način, da se je umikal, da se je skozi manj pogovarjal z mano, da mi ni več delil svojih stisk z mano, da ni delil več tega, kdo so njegovi prijatelji, jih ni pripeljal več domov. Jaz sem bila seveda skozi bolj panična in potem se je zgodilo nekaj zelo pomembnega. To je ena taka točka, kjer vam lahko povem, da sem neskončno hvaležna, da imam prijateljico, s katero deliva tudi take skrite stvari, ki jih ne deliš z vsakim. Od teh občutkov, prepričanj, sramu in teh stvari. In sediva na vrtu en večer, bilo je tako zgodne poletje, malo tako kot zdaj, da nam zdaj vreme preveč nagaja. In je rekla, veš, jaz tebe toliko občudujem, pač toliko veliko delaš, toliko si od doma, pa imaš tako lepo urejen vrt. In jaz se ozrem po tem vrtu, bila je sveže pokošena trava, fulje, veste, kako lepo to diši. In v tistem trenutku je bilo mene tako sram, da bi se udrla v tla. Zato, ker vrt, ki je urejen, ga ne urejam jaz, ampak ga ureja ta moj otrok, o katerem govorim. In to je bila huda lekcija zame, za katero sem res hvaležna. Skratka, ona je šla potem domov in jaz sem celo noč gledala v strop. Nekaj časa sem se jokala, nekaj časa sem se sekirala, kako jaz lahko gledam mojega otroka kot lenuha, ker ja poskrbi za toliko veliko stvari. In kako sem se lahko samo osredotočila samo na rezultate v šoli, kako mi je bilo to najbolj pomembno. No, potem sem pa začela delati drugače. Skratka, zjutraj, ko sem se zbudila, sem si rekla, od danes naprej bom iskala njegove kvalitete. Pazite, ne govorim o tem, da si mečemo pesek v oči in da sami se plažamo. Ne govorim o tem. Ampak govorim o tem, da vsak človek, jaz, ti, ki me zdaj gledaš, nekdo, ki ga boš srečala ali pa srečal čez 1 uro, vsak človek ima svoje kvalitete. In vsak človek ima tudi svoje slabosti, seveda, šibke točke. Ki se v resnici nas sploh ne tičejo, zato ker so njegove in jih bo mogel sam v življenju rešiti. Ampak pri otroku je drugače, ker smo mi starši in mu pač pomagamo odrasti. Skratka, zjutraj, ko sem se vstala, sem najprej pomislila 4 stvari, za katere sem hvaležna pri njemu.
Zdaj vam pa ne govorim o njegovih vedenjih, ki jih je on proizvajal glede na odziv v najinem odnosu, govorim o njegovem karakterju. In njegov karakter je radoveden, priden, skrben, pošten, dobrovoljen, ustvarjalen, a vidite koliko, pa lahko bi vam naštevala 1 uro zdaj. In to je bil otrok, ki je bil iste značilnosti je imel, ko se je rodil, in iste značilnosti ima danes. To ne pomeni, da kar zginejo te stvari, a veste? Pač nekam se umaknejo zato, ker mi dajemo fokus na tisto, kar ne deluje, ker dajemo fokus na tisto, kar je slabo, ker dajemo fokus v bistvu na naša lastna prepričanja, ki z našim otrokom nimajo nobene veze. Skratka, zjutraj sem se zbudila in ko sem ga srečala, nič nisem rekla. Samo pogledala sem ga s to energijo. Wow, lej, to je pa moj ustvarjalen otrok. Koliko fajn. Ali pa, lej, koliko je priden. Pospravil je vrt, pokosil je travo, postrigel je rože. Karkoli. In ne boste verjeli, njegovo vedenje se je začelo spreminjati. On je postal bolj prijazen in celo bolj zavzet v šoli. Ne bom vam rekla, da je ratal tako zavzet, kot sem jaz mislila, da bi bil lahko, ampak bil je zavzet v šoli in šolo je delal. Vsak otrok ima svoje sanje. In vsak otrok si zasluži nekoga, da se o teh sanjah z njim pogovarja. In morda vi vidite, da on bo enkrat pač naredil neko šolo in imel nek svoj poklic, kar se bo verjetno zgodilo, ker vsak pač pride enkrat do tja. Ampak pol vam pa reče najstnik, veš kaj, šola je brez veze, jaz ne bom hodil v šolo, jaz bom z igricami služil, jaz bom igrice igral, se bom snemal na YouTube kanal in bom youtuber in bom služil. Midva ima velikrat starše na delavnicah, ki pridejo. Super, vidim, da se vam dogajajo aha momenti, to mi je pa tako všeč. V tem pa jaz vidim pol smisel, da snemam pač videe, a ne? Skratka, jaz sem srečala že mnogo staršev, ki so imeli otroke, ki so pač rekli, da bojo živeli z YouTuba. Jaz sem imela otroka, ki je rekel, da bo živel na drevesu in bo jedel listje. In to je tisti trenutek tako, lejte, to ne pomeni, da se bo to res zgodilo, ampak kaj je otrok rab tisti trenutek? Rab, da ga mi slišimo, rab, da se za to zanimamo. Aha, YouTuber boš, zanimivo, a veš, to je pa en tak novodoben poklic, ki ga jaz ne poznam. A mi lahko razložiš, kako to deluje? Ja, to je čist simpel, veš, mami, pa zato ne rabiš nobenih šol. Super, to se pravi, ti meni zdaj govoriš, da lahko s tem preživiš, pa da ne rabiš nobenih šol, ampak jaz bi vseeno radovedna, sem rada bi videla, kako to pač deluje. In potem on nekaj razloži in vi se odzivate nazaj tako, da ga poslušate, da mu ne rečete, kako pa boš to, pa to je brez veze, pa ne boš, kako, a 12 ur boš na računalniku, to boš znorel, to je škodljivo za zdravje. To vse daste stran. Zato, ker otrok, najstnik samo potrebuje, da mi slišimo, kaj on razmišlja. In to ne pomeni, da to bo res postal. Zato, ker dajte se spomniti, kaj ste že vi hoteli biti? Frizer, avtomehanik, smetar, zdravnik, ne vem pa vse. Jaz vem, da sem rekla, da bom frizerka. Zato, ker sem imela pač... A veste, zakaj sem hotela biti frizerka? Zato, ker me je stara mama česala in me je ful cukal. In pa sem si mislila, če bom jaz frizerka, da bom jaz pač gospodar nad svojimi lasmi in da me noben več ne bo mučil. Ampak ni bila stara mama nič kriva, pač lase sem imela takšne, a ne? In iz tega sem razvila to idejo, da mene pa to veseli. In veliko bolj so luštna vprašanja, če otroka vprašate, a si predstavljaš, da boš to delo opravljal 30 let, recimo. Ali pa 40.
Jaz pa, če si sebe predstavljam, pa ne vem, če bi to lahko počela. Ampak, lej, super. Ne? Če te bo to veselil, pa če boš lahko preživel sebe pa družino, je to enkratno. In otrok bo dobil občutek, da ga vi ne sodite, da ga ne podcenjujete in zlasti bo dobil občutek, da z njim ni nič narobe. Ti naši najstniki imajo občutek, da se sam premaknejo, pa je narobe. Ta mama je napisala, lejte, samo srečam ga in me s svojimi vedenji in energijo spravi popolnoma ob živce. Zakaj mi to dela? Otroci tega ne delajo nam. Otroci se tako počutijo in se odzivajo. In včasih se odzivajo na naša vedenja, pa na naše besede, včasih se pa samo tako počutijo. Taki pridejo iz šole. Lejte, v puberteti je razvoj možganov zelo intenziven. V puberteti hormoni res delajo 100 na uro. Najstniki so zares utrujeni. Pač to je normalno, da so utrujeni. In ta čustveni balans je na psu čisto. Njim se čustva spreminjajo sekunde v sekundo. Od žalosti do besa in vmes smeh in evforija. To je za njih normalno. In oni rabijo od nas odziv, da jih tukaj probamo majčkeno balansirati, ampak balansiramo jih s tem, ne da jih ustavljamo, pa da jim to prepovedujemo, ampak da validiramo njihovo stanje, da rečemo, a te je nekaj razjezil. Vidim, da te je nekaj razjezil, a ti lahko kaj pomagam. Ali pa, danes si pa vesel. Kaj pa te je razveselilo? Ali pa te vidim, da si utrujen. A lahko kaj naredim zate. To so empatični, lejte, tukaj tudi govorimo o empatiji. Empatija, ki jo toliko zelo pogrešamo, tudi po socialnih omrežjih se zelo veliko piše o tem, kako ni več nobene empatije med nami. Otroke učimo empatije na tak način, da smo mi empatični do njih in da smo empatični do njih tudi takrat, kadar nam oni niso všeč. In ko mi vzamemo, jaz rečem, a on to dela meni. Velikrat sem si mislila, vstala sem zjutraj, jaz sem ponavadi zjutraj dobre vole in pa sem vse pripravila in cigu migu, pa nasmeh na obrazku, pa tako. In pride najstnik, krivc do tav, vleče tiste noge za sabo, gleda v tla. A to sem si zaslužila, zato ker sem ti skuhala zajtrk. To je sebično. Danes to vem. Ampak takrat sem tudi jaz tako mislila, tako da vas zelo razumem. Skratka, ni štos v tem, da otrok to meni dela. Pač tak se je zbudil, tak je domov prišel. Tako se zdaj počuti. In kar jaz lahko naredim je, da ne rečem, a takole ti meni, življenje gre nišča, ki ga bom jaz tudi tebi, ampak da mu rečem, joj, jaz te pa vidim, koliko je tebi danes težko. Kaj bi rad? A bi rad, da ti dam mir, a bi rad, da ti naredim en dober sendvič, skuham čaj, da te objamem, povej mi, lej, vse bom naredila za to, da bo mačkan lepši dan. In to jim zelo, zelo veliko pomeni. Zdaj pa pač še k bistvenemu delu, seveda vse te stvari, se moramo naučiti. Jaz vam iskreno povem, da težko se je naučiti tega sam, če nimaš pravih vprašanj in če nimaš pravih usmeritev. Jaz velikrat rečem, a mislite, da bi naši starši hodili na izobraževanja o vzgoji pa na delavnice, če bi imeli to možnost? Jaz mislim, da bi. Ampak niso imeli te možnosti, tega ni bilo. Zdaj pa imajo starši na voljo, oziroma imate starši na voljo ogromno je tega. In dajte si olajšati. A veste, te cajt, ko te vi odkrili toplo vodo, bo najstništvo mim. To se je zgodilo meni pa Albertu. Pač sej sva vmes že kaj poštimala pa popravila. Ampak delala sva stvari, ki jaz danes vidim, da jih res ne bi bilo treba delati in da bi veliko manjši pečat pustila in na sebi in na njih.
In začnite se izobraževati, pridite na delavnice, berite, poslušajte. Hvala, ker 44 vas je tukaj zdaj z mano in sem zelo hvaležna za to in zelo vesela. Tako da zdaj v soboto imamo uspešno komunikacijo z najstniki, ki je, mislim, da je nekaj mest še frej. Od spodaj vam bom pripela povezavo do delavnice, kliknite gor, pogledajte si vsebino, če vas kaj zanima. Pišite na mail prijava@vezal.si in vprašajte. Skratka, jaz upam, da vam je tale video dal kakšen aha moment. Začnite spreminjati prepričanja o vaših otrocih. Otroci želijo biti uspešni. Samo to, vsak človek si želi biti uspešen. In uspeh niso samo ocene v šoli. Uspeh so njihove misli, njihove sanje, njihove želje, to, kako se oni vidijo čez 5 let, kaj vse razmišljajo, kaj razmišljajo o svetu, po kateri poti grejo, in vedno ne bojo šli po tisti poti, ki jim jo vi določite. Oni rabijo svoje izkušnje in grejo svojo pot. Mi smo pa tam zato, da poskrbimo, da ko pridejo na cilj, da jim rečemo: wow, bravo, lej, ratal ti je, res sem ponosna na te. Tako da, lejte, naj bo življenje prijazno z vami. Lepo se imejte, uživajte ta dan, stisnite se h komu, če vas zebe, ali pa oblečite bundo in se vidimo naslednjič. Se bom potrudila, da bo to kmalu. Čau, čau!